Najprej treba pogledati, kaj je v tistih letih bilo uporabljeno kot ogrevalni sistem. Običajna hiša v tistem obdobju je uporabljala kurilno olje, radiatorje, ki so nekako posegali v prostor, ki smo ga posebej namenili kotlovnici, v kateri je bila peč, plus rezervoar za kurilno olje. Ko gremo v eno tako celovito prenovo, običajno želimo sprostiti prostor, torej pridobiti nove površine, in v takem primeru se znebimo kurilnega olja, se znebimo peči na kurilno olje, istočasno pa tudi radiatorje nadomestimo s stalnim ogrevanjem. Če se investitor v primeru obnove odloči istočasno tudi za izgradnjo sončne elektrarne, v takem primeru potem praktično lahko računa, da bodo stroški ogrevanja minimalni ali celo nični. Prav tako se pa v fazi prenove razmišlja tudi o hlajenju. Se pravi, ko razmišljamo o talnem ogrevanju, lahko talno ogrevanje uporabimo tudi za pohlajevanje prostora, vendar pohlajevanje prostora ni dovolj, potrebujemo tudi obdelavo zraka, zato pa običajno uporabimo konvektorski sistem ogrevanja in hlajenja, s čimer v poletnem času zrak ne samo ohladimo, ampak tudi osušimo. Na ta način dosežemo ustrezno bivalno klimo v prostoru, ki potem izboljša udobje bivanja.